Takole se je v soboto 24. avgusta iz štarta pognala najmočnejša kategorija tekmovalcev finalne tekme državnega prvenstva za slovenski pokal mladih, ki se je v organizaciji domačega MBK Orbea GX odvijala v Črnem Vrhu nad Idrijo. Člani mountainbike kluba Črni Vrh smo se odločili, da pripravimo tekmo v Črnem Vrhu, zato ker pač naši tekmovalci zelo uspešno tekmujejo v slovenskem pokalu in se nam zdi prav, da se ena izmed tekem odvija tudi na domačem terenu. Je Rajko Govekar, predstavnik MBK Orbea, in na vprašanje o zadovoljstvu udeležbe odgovoril. Udeležbo smo zadovoljni, prijavljenih je okoli, mislim, da točno 100 tekmovalcev, tako da je, mislim, da je to najštevilčnejša udeležba na letošnjih tekmah. Na startu so bili vsi najboljši mladi gorski kolesarji iz vse Slovenije, v kategoriji Open pa so se pomerili tudi starejši tekmovalci. Sama organizacija tekmovanja pa zahteva kar precej dela. Ja, za pripravo je veliko dela, zdaj če je veliko ljudi, pol se tu lepo porazdeli in ni tak problem. Delamo predvsem starši otrok, se pravi, da približno 20 ljudi je bilo zdaj ta teden aranžiranih. Sproščeno in hkrati napeto vzdušje pod Špikom pa kar kliče k ponovnemu organiziranju dogodka. Ali bo postal dogodek tradicionalen? Naša želja je, da to postane tradicionalno. Kolikor se bomo uspeli dogovoriti s lastniki parcel in pa s Pavletom, je naša želja, da stane ta prizorišče zdaj tradicionalno. Poglejmo še rezultate. Najhitrejši tekmovalec v kategoriji do 7 let je bil Lopatič Žan pri fantih, pri deklicah pa Gnezda Hana. V kategoriji do 9 let je bil najhitrejši Pahor Žan, pri deklicah pa Kranje Džagar Hana. V kategoriji do 11 let pa je bil najhitrejši Rus Jure, pri deklicah pa Čuk Špela. Govekar Matevž je slavil v kategoriji dečki do 15 let, pri deklicah pa je bila najhitrejša Murin Vita. Pri dekletih do 17 let je slavila Jagodič Eva, pri fantih pa Tratnik Bajc Miha. V tekmovanju odraslih pa se je najbolje odrezal Zupan Tine, ženskih predstavnic v tej kategoriji pa ni bilo.